Molimo. Gospod Bog, z današnjim postom začenjamo 40-dnevni čas pokore in spreobrnitve. Pomagaj nam, da bomo v boju z vsem hudim v nas vztrajali in zmagovali. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prvo berilo. Pretrgajte srca in ne oblačil. Berilo iz knjige preroka Joela. Zdaj govori Gospod. Obrnite se k meni z vsem srcem, s postom in z jokom in srčno bolečino. Pretrgajte svoja srca in ne svojih oblačil. Vrnite se k Gospodu, svojemu Bogu, zakaj milostljiv je in poln usmiljenja, počasen za jezo in bogat v milosti, pripravljen preklicati kazen. Kdo ve, če se ne vrne, se usmili in pusti za seboj blagoslov, jedilno in pitno daritev za Gospoda, vašega Boga. Dajte strobento znak na Sionu, zapovejte post, razglasite slovesni shod, zberite ljudstvo, očistite srenjo, skličite starčke, zberite otroke in dojenčke na prsih, naj pride ženin iz svoje sobe in nevesta iz svoje spalnice. Duhovniki, Gospodovo služabniki, naj jokajo med lopo in oltarjem, naj govorijo, usmili se Gospod svojega ljudstva, ne daj svoje dediščine v zasramovanje, da bi bili v posmeh narodom. Zakaj bi govorili med ljudstvi, kje je njihov Bog? Tedaj se je Gospod vnel za svojo deželo in se je usmilil svojega ljudstva. Božja beseda. Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili. Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili. Usmili se me, Bog, po svojih milosrčnosti, po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho, popolnoma me operi moje krivde in mojega greha me očisti. Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili. Svojo spregreho spoznavam in moj greh mi je vedno pred očmi. Zoper tebe samega sem grešil in kar je zlo pred teboj, sem storil. Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili. Čisto srce, o Bog, mi ustvari in duha stanovitnosti v meni obnovi. Ne zavrzi me izpred svojega obličja in svojega svetega duha mi ne odvzemi. Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili. Vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem in duha velikodušnosti v meni utrdi. Gospod, odpri moje ustnice in moja usta bodo oznanjevala tvojo hvalo. Usmili se, o Bog, ker smo grešili. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje, namesto Kristusa smo poslani, kakor da Bog opominja po nas. Prosimo v imenu Kristusa, spravite se z Bogom. Njega, ki ni poznal greha, je za nas storil nosilca greha, da bi mi po njem postali Božja pravičnost. Kot sodelavci vas pa tudi opominjamo, da Božje milosti ne prejemate nepridoma. Pravi namreč, ob času milosti sem te uslišal in na dan rešitve sem ti pomagal. Glejte, zdaj je čas milosti. Glejte, zdaj je dan rešitve. To je Božja beseda.
čisto srce v Bog mi ustvari in vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Glejte, da dobrih del ne boste opravljali pred ljudmi, da bi vas oni videli. Sicer ne boste imeli plačila pred svojim očetu, ki je v nebesih. Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor delajo hinavci po shodnicah in po ulicah, da bi jih ljudje hvalili. Resnično povem vam, prejeli so svoje plačilo. Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica, da bo tvoja miloščina na skrivnem in tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Kadar molite, ne bodite kakor hinavci, ti namreč radi molijo stoje po shodnicah in uličnih vogalih, da se pokaže ljudem. Resnično povem vam, prejeli so svoje plačilo. Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu očetu, ki je na skrivnem. In tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Kadar se postite, ne bodite kakor čmerni hinavci, grdijo si namreč obraze, da bi ljudem pokazali, da se postijo. Resnično povem vam, prejeli so svoje plačilo. Kadar se pa ti postiš, pomazili svojo glavo in si mi obraz, da ne pokažeš ljudem, da se postiš, ampak svojemu očetu, ki je na skrivnem, in tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. To je Kristusov evangelij. Evangeljski odlomek na današnjo pepelnično sredo nam vsako leto znova predoči, nas spomni, nas opomni, da ima naša vera nekako 3 stebre, po katerih se uresničuje, po katerih jo lahko udejanjamo in živimo. Molitev, post in dobra dela. Molitev zadeva naš odnos z Bogom, naš odnos s stvarnikom, ki ga tako pravzaprav od začetka sveta, lahko rečemo, od Evinega in Adamovega padca v raju na nek način popravljamo, mi z naše strani, še bolj Bog s svoje strani. Zaradi tega odnosa, ki je pokvarjen, našega odnosa z Bogom, je potem pokvarjen tudi odnos z našim bližnjim, kar naj bi urejali s pozornostjo na dobra dela, na miloščino. Porušen pa je tudi naš odnos do stvari, do stvarstva, kar naj bi urejali s postom. Jezus opozarja še posebej, da tiste stvari, ki so lahko pri vsem tem same na sebi dobre. To, da skušamo s postom na nek način pridobiti nazaj svojo svobodo, postati morda malo manj navezani na stvari, ne biti sužen stvari ali pa sužen udobja, ki ga lahko prenesejo stvari. V molitvi, ki naj bi bila, kot rečeno, eno obnavljanje, poglabljanje odnosa z Bogom, in tudi pri dobrih delih, se pravi, ko gre za neko obnavljanje odnosa ljubezni do naših bližnjih, Jezus opozarja, da je vse to troje lahko na nek način tudi slabo za nas, čeprav je samo na sebi objektivno gledano dobro. Skušnjava je namreč lahko ta, da teh stvari ne delamo zaradi Boga, ampak jih delamo zaradi ljudi. Ljudje smo namreč tako ustvarjeni, da živimo v pogledu drugega in vedno znova iščemo svojo istovetnost v pogledu drugega. Želimo, da nas drugi gleda na nas naklonjeno, pozitivno, in si prizadevamo, da bi pri ljudeh
vedno na nek način zbudili simpatijo, da bi bil vsak z nami prijazen, da bi lahko vsakega zadovoljili do te mere, da bo z nami dober, da nas bo ljubil, da nas bo sprejel. Vendar Jezus opozarja, da to ni dobra država. Namreč ugajati človeku, vsi vemo, da vsem ljudem nikoli ne moramo ugajati. In ko se trudimo ugajati drugim, lahko velikokrat pozabimo sami nase. In gremo v skrajnosti, ki niso več dobre, v skrajnosti, ki jih Jezus danes tudi graja, ko govori o tem, kako nekateri, pravi, tisti, ki hinavci po shodnicah, ki molijo vidno, zato da bi jih ljudje hvalili, kot tisti, ki radi molijo stoje po shodnicah, uličnih vogalih, da se ljudem pokažejo, da dajejo miloščino tako, da drugi ljudje vidijo, da jih hvalijo. Tisti pravi, kot tisti, ki si grdijo obraz, da ja ljudje vidijo, da se pustijo. Jezus na to opozarja in pravi, ne zaradi ljudi, ampak zaradi Boga se je treba truditi in iskati, obnoviti sami pri sebi zopet ta pogled, ki ga ima Bog na nas. V Božjem pogledu edinem mi ljudje najdemo svojo pravo identiteto, svojo pravo istovednost. On je edini, ki nas v resnici pozna in on je edini, ki nas tudi brezpogojno ljubi, ne da bi morali mi ljudje karkoli narediti. Da ne bo naša motivacija nikoli v tem, da bi nas ljudje hvalili, ampak da bo naša motivacija vedno v tem zavedanju, da nas Bog že ljubi in da si zaradi tega želimo izboljšati svoj odnos z njim, svojo bližino z njim, svoje zaupanje z njim, da si zaradi tega želimo izboljšati tudi svoj odnos z bližnjim, ki je moj brat, ki je moja sestra, ker je Božji otrok, in da si zaradi tega želim izboljšati tudi svoj odnos z vsemi stvarmi, ki jih je Bog ustvaril kot dobre, pa se lahko zgodi, da jih jaz morda kdaj tudi zlorabljam, jih ne uporabljam tako, kot jih je Bog ustvaril. Temu je namenjen postni čas, 40 dni imamo na voljo kot priložnost in v znamenje tega, da se v resnici želimo teh 40 dni truditi na vseh treh področjih, si pri tej maši posipamo ponavadi tudi pepel na glavo. Danes, ko nas omejujejo tudi predpisi, ki na nek način skušajo kontrolirati epidemijo, nam torej škofje naročajo, da ta obred naredimo malenkost drugače kot običajno. Jaz bom blagoslovil pepel, potem bom kar takole vsem skupaj na glas izrekel tiste besede, ki jih ponavadi izreka duhovnik nad vsakim, ko mu naredi križ s pepelom na čelo. Danes bom to izrekel nad vsemi, potem pa vas povabim, da v tišini pristopimo. Tudi se vas ne bom dotikal na čelo, pa vam delal križa, ampak vam bom preprosto nekaj pepela posul na glavo. Simbolika je ista, spomnimo se, da smo minljivi, ampak da imamo 40 dni časa, priložnost, da nekaj v svojem življenju vseeno spremenimo. Drage sestre in bratje, prosimo Boga Očeta, naj z bogastvom svoje milosti blagoslovi ta pepel, ki si ga bomo v znamenje s pokornosti potresli na glavo. O Bog, nočeš smrti grešnika, temveč želiš, da se spreobrne. Usliši naše prošnje. Blagoslovi ta pepel, ki si ga bomo posuli na glavo, saj vemo, da smo iz prahu in da se v prah povrnemo.
40 dni si bomo prizadevali, da bi nam ti odpustil grehe in nam podaril novo življenje, svojega od mrtvih ostalega sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Spreobrnite se in verujte evangeliju.